En lep pozdravček, Barbara tukaj. Danes bi rada govorila o enem zelo pomembnem elementu zavestnega ustvarjanja, uspešnega zavestnega ustvarjanja, in sicer to je prisotnost. Če želimo biti uspešni pri svojem zavestnem ustvarjanju, moramo delovati tukaj in zdaj. Običajno pa smo tako, ali smo v preteklosti, analiziramo neke stvari, zakaj so se nam zgodile, zakaj smo rekli to, zakaj nismo rekli tisto, zakaj je on naredil tisto, zakaj ni naredil tisto, zakaj je ona rekla tisto, zakaj ni rekla tisto, kaj je to pomenilo in bla, 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 bla. Ali pa se ukvarjamo s prihodnostjo, kaj bo v prihodnosti, kaj če v prihodnosti ne bo več tega, kaj če v prihodnosti bo to in to. In na ta način se osredotočamo običajno, ko skrbimo na neke stvari, ki jih ne želimo, in na ta način jih dejansko ustvarjamo, na tisto, kar se osredotočamo, ustvarjamo. In eno izmed orodij, ki nam omogoča, da smo prisotni tukaj in zdaj. Torej, če smo tukaj in zdaj, lahko opazujemo, kaj se z nami dogaja, svoje občutke, čustva, misli, načine delovanja. Torej, eno orodje, ki nam omogoča, da ostajamo v trenutku, je delovanje v 10-sekundnih intervalih. To je orodje, ki izhaja iz Access Consciousnessa in je zelo fino, če res želimo delovati iz trenutka v trenutek, izbirati iz trenutka v trenutek, in pač gre tako. Dejansko vprašamo se, torej, to zdaj pač za sebe bom rekla, torej, če bi imela 10 sekund do konca življenja, kaj bi izbrala? In pač izberem lahko izberem radost, veselje, potem imam 10 sekund naprej do konca življenja. Kaj bi zdaj izbrala? Mogoče bi izbrala jezo, mogoče bi izbrala veselje, ampak v naslednjih 10 sekundah imam spet ponovno izbiro. Imam 10 sekund do konca življenja, kaj bi zdaj izbrala? Zdaj mi jeza več ni všeč, zdaj bom raje izbrala mir ali pa sproščenost. Zdaj teh 10 sekund konec. Imam še 10 sekund do konca življenja, kaj bom izbrala? In tako naprej. Dejansko nam to vprašanje, če imam 10 sekund do konca življenja, kaj bi izbrala, nam omogoča, da res v vsakem trenutku pogledamo, kaj bi pravzaprav izbrali, če bi imeli res 10 sekund do konca življenja, in nas postavi nekako v drugačno perspektivo, kot pa to, če živimo kar tako zdaj smo naredili to izbiro in zdaj bomo naredili to izbiro večno, oziroma jo živimo, dokler nas nekdo ne spomne, hej, mogoče imaš možnost, da izbereš kaj drugega. In prav s tem elementom se bomo ukvarjali, oziroma se bomo pogovarjali o njemu na četrtkovem srečanju. Torej, v četrtek 9. marca ob 18. uri bomo imeli spletno srečanje Prisotnost kot element uspešnega zavestnega ustvarjanja, in bomo dejansko gledali, kaj vse nas odvrača od tega, da nismo res prisotni tukaj in zdaj. Neka naučena obnašanja, neke duplicirali, ko smo kogarkoli. Potem bomo pogledali celo entitete, ki nam lahko povzročajo, da nismo prisotni tukaj in zdaj. Potem bomo pogledali, oziroma prejeli boste na tem srečanju tudi določene vaje, ki vam omogočajo, da ostanete tukaj in zdaj. Poleg pač tega orodja, o tem orodju pač življenja 10-sekundnih intervalih bomo seveda povedali marsikaj več. Poleg tega boste dobili tudi orodja oziroma vaje, ki vam bojo omogočile, da ostanete v fizičnem telesu. Ker včasih, mogoče smo se kdaj tekom življenja odločili, da je preintenzivno biti tukaj in zdaj v telesu. Včasih mogoče gremo kar malo ven iz telesa, in je težko, če nismo prisotni v telesu, se zavedati tega, kaj se dogaja z našim telesom oziroma svojimi mislimi, s tem, kar se dogaja. In dejansko uspešno zavestno ustvarjanje zahteva res zavestno izbiranje iz trenutka v trenutek, tisto, kar nas bo dejansko pripeljalo do nečesa, kar želimo v svojem življenju videti. Ampak če smo zdaj v preteklosti, prihodnosti, če nas skrbi to, če nas skrbi ono, dejansko lahko pogledamo, kaj tukaj in zdaj izbiramo. Izbiramo pač nekaj, kar je bilo v preteklosti, zato kreiramo še več tega, kar je bilo v preteklosti, ali pa izbiramo neko skrb za prihodnost in dejansko začnemo že ustvarjati to skrb, le tukaj in zdaj,
nismo. Tako da jaz vas lepo vabim na to srečanje. In ja, jaz mislim, da je to eden izmed najpomembnejših elementov uspešnega zavestnega ustvarjanja. In če res želite svoje sanje zavestno ustvarjati, boste na tem srečanju zagotovo. Povezavo, kjer se pa lahko prijavite in kako se prijavite, bom pa objavila pod tem videom. En lep pozdravček in se vidimo na srečanju. Pa!